spoštovani gospodje, lep pozdravljam v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. V letošnjem jubilejnem 25. letu od razglasitve naše države je naše združenje koncentriralo prireditve prav v obdobje od maja do junija. Ena od teh prireditev, ki smo jih načrtovali in danes izvajamo, je tudi okrogla miza o procesu JBTZ, torej po našem mnenju tiste ključne procesov, ki je dal sadove tudi v slovenski pomladi, torej zato tudi tako naslov naše prireditve trajni sadovi slovenske pomladi. Z nami so ključni akteri tega časa, torej gospod Igor Omerza kot član odbora za varnost človekovih pravic, gospod David Tasić, zapornik in kasneje publicist, aktivist, družbeni delavec, civilno-družbeni delavec, gospoda Janšo, ni potrebno posebej predstavljati, in pa gospod Igor Bavčar. Jaz se vsem udeležencem, torej vsem današnjim gostom najprej zahvaljujem, ker so si vzeli ob tako natrpanem urniku čas tudi za današnjo okroglo mizo. Vam se zahvaljujem za tako lep obisk in verjamem, da bomo preživeli lepo popoldne. Okroglo mizo pa bo vodil gospod Tasić, torej izvolite gospod Tasić. Hvala vsem, ki ste prisotni. Kako je videti, da je še nekaj zanimanja za te zgodovinske teme iz 80-ih let. Pa bi kar začel z osebnimi zgodbami dveh udeležencev. Skratka in vprašal, kako se je za tebe, Jan, začela recimo ta afera JBTZ. Z otroškim okom. Prvo, kar sem zaslišal, ker so zbijali po vratih in zvolili otroke. Desni mikrofon bolj delal. Skratka, vse se je začelo, mislim, moj prvi spomin na to afero se je že v zgodne jutranje ure, 30. maja 88. Otroški jok je prvo, kar se spomnim, ko razbijali po vratih zvonenje. In pol neko krdelo vodovcev, ki je žena odprla vrata. Krdelo vodovcev je vstopilo v stanovanje, mene so tako odvedli, tam so delali neko preiskavo, oziroma malo so razmetali. Niso resno gledali po stanovanju, ker so pač vedeli, kaj iščejo. Delali so me na mikroado in tam je gospod Isajlovič slovesno potegnil 2 lista papirja izmed nekaj tisoč papirjev in je rekel, smo že našli. Mogoče malo da trajajo. Oba Igorja sta bila tudi zraven. Lahko poveste. Se je ta afera prej začela. Tele knjigi. Zgodnih dokumentov, ki je še 8 let pozneje, se pravi 1996 je objavljen magnetogram pogovora tovariša Tomaža Jetla in tovariša Milana Kučana z razširjenim kolegijem organov za notranje zadeve in službe državne varnosti, in kdo je ta magnetogram prebral iz vsebine teh dveh nastopov Jetla kot Kučana, jasno izhaja, da so celotno represivno strukturo, tudi milico, se pravi tako imenovano javno varnost takrat, pripravljali na to, da bodo nekatere vrhove, ki preveč trlijo, povezani. To je dobesedno rekel Jetl, tudi navajal imena, ni povedal točno, kako bodo to izvedeli, razen tega, da je rekel, da bo to naredil na pameten način. Zdaj, ta pametni način je bil to, da so nas aretirali in predali vojaškim oblastem, oni
potem kasneje, če bo kako vprašanje, ker so pač v zadnjih letih prišli razni spomini muslimanskih politikov, pa razni dokumenti so se odkrili v arhivih, predvsem Igor Omeza, ki je tega predvsem našel, ki pojasnjuje to zadnje. Se danes ve, kdaj se je to začelo, kdo je vedel, kdo je usklajeval, kje je bila koordinacija, kdo je odločal. Ve se celo, kje so se dogovorili o tem, kakšne kazni bomo dobili. To je zanimivo. Igor, kaj pa zate? Kako se je zate začela afera? A si že kaj slutil, vedel mogoče? Hvala lepa, dober dan, sem skupaj. Pozdravljam tudi draga Demšarja, našega člana odbora in rekel našo pravno moč v času velike bitke. Zame se je seveda začelo ravno tako s telefonskim klicem. Zjutraj bil sem povabljen kot priča pri hišnih preiskavah. Seveda pa nismo takrat slutili, da se nam lahko, oziroma da se bo to zgodilo na tak način. Vsaj ne, bom rekel, čisto neposredne informacije o teh stvarih nismo imeli. Seveda je bilo vrsta dogodkov, čist političnih v takratni Jugoslaviji, takratni Sloveniji, pri katerih smo sami sodelovali in smo domnevali in v mnogih razgovorih tudi ocenjevali, da bo prišlo do neke eskalacije. Takrat se je veliko govorilo, če se spomnite o slovitem magnetogramu 72. seje Centralnega komiteja, ki je zaokrožil v članku Noč dolgih nožev, ki se je govorilo o aretacijah. Takrat je bilo kar nekaj panike v Ljubljani znotraj teh novih družbenih gibanj med nami, ki smo se publicistično ukvarjali takrat s kritiko tedanjega režima. Neposredno pred tem je išel dnevnik Staneta Kavčiča. Moje prve reakcije takrat zjutraj so bile, da je verjetno to s tem povezano, šele pozneje smo zvedeli, da so seveda slovenske oblasti vse to vedele že bistveno prej, preden smo mi ta dnevnik izdali. Čeprav smo tudi sami se obnašali na način, da to ne bi prišlo ven. Tukaj so bila nova družbena gibanja, tukaj se je začelo ena velika preobrazba znotraj teh obstoječih takratnih političnih struktur, kandidatura Janeza za SMS. Vse to, bom rekel, naša publicistična dejavnost v časopisu za kritiko znanosti in tako naprej je dala slutiti, da se bliža čas spremen. Mi morate vedeti, da če se danes postavimo v tiš čas, to je bil že čas žametne revolucije na Češkem, velikih spremen drugje, oziroma žametna je prišla leto dni kasneje, ampak takrat so ta vrenja, mi smo bili del teh vrenj, ki so takrat zajela ta veliki imperij, na eni strani pod ruskim vplivom, na drugi strani to večnacionalno skupnost v Jugoslaviji. Tako da ta predvidevanja o tem, da se bo nekaj zgodilo, seveda niso bila redka in med nami je bilo zelo veliko pogovorov o tem, kaj se bo zgodilo. Ko je prišlo do aretacije, je bilo jasno, da se je ta obračun začel zelo hitro. Zelo hitro je bilo vsem nam jasno, že v nekaj dneh smo natančno vedeli, da tukaj ne gre zgolj za eskalacijo Jugoslovanske armade, ampak gre za sodelovanje slovenskih oblasti. Danes nekdanji predsednik predsedstva govori, da policija takrat ne vedela, kaj naj stori, ko so na tajni preiskavi našli magnetograme. Policija tega sploh ni vedela. Milan Domadenik, ki je bil takrat načelnik uprave javne varnosti, jaz sem povedal, da on nima pojma o teh stvareh. Vse je bila UDBA, tudi operativno, SDV in seveda na drugi strani varnostna služba vojske. Tako da je bilo jasno, da je ta obračun bistveno širši in da ne gre zgolj za dva lista papirja, ki so jo potegnili iz Janezovega predala. Malo težave potrebno. Hvala, Igor. Igor, ti si pa bil neposredni udeleženec dogodkov, skratka tudi član odbora. Po drugi strani si pa
da bi rekel, najresnejši raziskovalec teh dogodkov. Kaj misliš, v bistvu, kdaj se je pravzaprav afera IBT začela? Ja, lahko več začetkov, no, ampak ker smatram, da je proces IBTZ bil zaradi Janeza Janše in da so najdeli pa njen vojaški dokument in da so vedeli, da ga bojo najdeli, ker zavrli klicu Janeza na mikroado, da je šel k njemu nekdo v uniformu, da je prinesel neke zanimive dokumente in da bi jih rad prinesel. In potem je prišel zavrl na mikroado, jaz sem bil slučajno zraven, in je prinesel ta dva papirja, ta pohabljeni dokument, ko ga jaz imenujem. Ker prva strana je zbrisana, da je bilo to strogo vojaško in mislim, da je bilo to tajno povelje. In zadnji strani sploh ni bilo. Tako je Boštjan to fotokopiral, da bi zakril sledi. In takrat se je v bistvu so najdeli nek kronski dokaz, kako bi lahko Janeza Janšo utišal na nek način. To pa zato vseh teh dokumentov, pa mnen in tako naprej, tudi zanimiva so mnenja vojaških funkcionarjev danes, ki so tudi dragocena. Pravzaprav je šlo za to, največji problem je bil za našo partijo takrat to, da je Janez Janša napovedal borbo za oblast, javno. In da je bil resen kandidat za predsednika Zveze socialistične mladine Slovenije. To je bil problem. Ker kot predsednik mladine je imel lepe možnosti, da zmaga takrat, tudi ga Udba ne bi smela spremljati. Vi morate vedeti, da je bil Janez spremljan pod kodnim imenom Kapla. Ta dokumentacija je totalno uničena. Skratka, takrat, ko so dobili ta vojaški dokument, ta pohabljen dokument, dobili so ga 27. aprila in 20. maja še sporočijo to vojski. Oni so tukaj ta 23 dni ali gredo v to, da Janeza dajo vojski ali ne. Ker oni so najdeli tudi tajni magnetogram Kučana, ki je ravno tako državna tajnost. In to se je vedelo. Za vojaški dokument pa se vsaj teoretično ni vedelo, ker ni bilo, je bil pohabljen, ni se, težko je to dokazovati na nekem normalnem sodišču, na vojaškem ja, na civilnem pa ne. Seveda Kučan in druščina niso hoteli civilnega procesa, s civilnimi javnega procesa, s civilnimi odvetniki, kar bi bilo v primeru, če bi Janšo tožili zaradi tega, ker bi predalo državno tajno partijski dokument. In zato so ga predali po nekih, zdaj, kako so te konzultacije potekale, natančno ne vemo. Se je Kučan še danes prav, da sploh ni vedel, da so pri Janši odkrili vojaški dokument. Hočem reči, isto tudi stanovnik, isto tudi dolanc na vseh preiskovalnih komisijah, kjerkoli so bili Smole, Marinci in tako naprej. Nihče od politične vrhuške ni nikoli priznal, da so bili obveščeni o najdbi vojaškega dokumenta. Se predstavljate? Ker so bili dolžni, da jim sporočijo. So bili dolžni, da jim sporočijo. So bili oni oblast, po ustavi edina dovoljena oblast. In Udba za njih dela, da bi oni mogli obvestiti. In seveda so njih. Hočem samo to reči, da se takrat začelo, pravzaprav IBTZ se začne takrat, ko najdejo pričakovano, ker so skozi trdili, da niso iskali vojaškega dokumenta, da so iskali neke materijale Vinka Levskega, ko so bile Janša in Pavčar 15. aprila pri njemu. Skratka, začne se s tem direktno se začne, se pravi, da dobijo nek material, ta prav material, da dajo Janšo vojski, se začne takrat 27. aprila in se realizira pravzaprav 20. maja. Hvala. Takratna oblast je po Pilatovsko umila roke. Ti si bil takrat v bistvu moteč dejavnik, v bistvu napovedal si boj za oblast v bistvu in prvi si pravzaprav rekel, da vidiš Zvezo mladine kot politično organizacijo, ki gre v boj za oblast. To je verjetno bil tudi nekaj čim povod, da začnejo razmišljati, kako te pravzaprav umakniti iz politične scene. Ne? In misliš, da če se ne bi zgodilo to, kar se, ne, da bi ti mogoče v bistvu napretil kaj drugega, da bi mogoče, da bi rekel, kakšno drugo stvar, pravzaprav skuhal. Doslej so mi naprtili več kot 160 raznih postopkov. Ne dvomim, da je domišljija, da je bogata.
Sicer pa to ni bil prvi postopek, takrat proti meni, gledam tukaj gospoda Demšarja. Se spomnim, ko so šla prvi za vojaško sodišče 3 leta prej, takrat, ko je bila ta parada v Beogradu, kaj so že rekli, 40-letnice osvoboditve. Sem jaz napisal en kritičen članek takrat na to temo. V tem smislu, češ, ne, kriza je, stabilizacijo pridigajo, tukaj se pa razmetava denar. Prišla je tožnica praškega tožilstva, pisal sem gospoda Demšarja, če me zastopal, on je tisto gledal in rekel, veš kaj, z vsak slučaj vzem ščetko pa zobno pasto samo. Običajno kar pripor odredijo, po takem zaslišanju. Ampak takrat je potem Bojan Korzika, ki je bil urednik Mladine, zagrozil, oziroma je že postavil to obtožnico v reviju. Ko je šlo to v tiskarno, je Udba videla, kaj ne bi se objavilo in zadržali so tiskane Mladine. To je bila drugačna Mladina, kot je danes, kateri mlajši ne treba to strano raznati. Danes je Mladina v lasti Udbe, takrat je pa Udba Mladino zaplenjala. In šlo je do pogajanj, do pravih pogajanj, nekaj sem celo zdrav. Pogajanje je vodil na njihovi strani republiški tožilec Pavle Car. In je pač grozil do Mladina zaplenjena, če to urednik ne umakne. Pa da Bojan se pač ni dal, nekaj zavede je znalo za njim. Takrat, oziroma je na koncu dejal, da bo umaknil to iz tiska. Takrat je bil že tak čas, da če recimo revije ne bi šla, bi se to vedlo, bi bil to škandal in so se tega že malo bali, tudi izven države. In na koncu je klical Pavle Car in je rekel, da da besedo, da če se umakne ta članek oziroma obtožnica, članek za obtožnico iz Mladine, da bo vojaški tožilec umaknil obtožnico proti meni. Tako da so malo Bojana prej, kot smo rekli, pismeno naj to dane. In dejansko je potem Pavle Car napisal in podpisal in poštamplal podpis, ki mislim, da je tudi objavljen v knjigi 7 let pozneje, a neke druge knjige o premikih, kjer piše, na podlagi zagotovila vojaškega tožilca ne zagotavljam, da bo obtožnica proti Janezu Janši umaknjena, če bo umaknjen ta članek, nekaj takega. Predvsej tak unikaten dokument je, ne vem, če še kaj podobnega obstaja in dejansko potem je bila obtožnica umaknjena, smo dobili uradno. Ta članek pa tudi nikoli šel. Ampak 3 leta pozneje, ko so mene prigali na zaslišanje, na Metelkovo, sem tam našel natančno isto druščino. Preiskovalni sodnik Ranič, vojaški tožilec Mazič in tudi zapisnika sem spomnil, se tudi, ki je bila ista. In vojaški tožilec, polkovnik Mazič, je rekel, rekel sem je tebi, da nečeš povječi. So bili vsi veseli, da se spet vidimo. Kot zanimivost naj povem, da enkrat lansko leto, mislim, da klical nekdo z Ormoža in rekel, da ta vojaški tožilec Mazič živi tam nekje pri Ormožu v neki hiši. Pravi, tudi on prišel v Slovenijo po vseh teh letih. Nazadnje smo ga videli takrat, ko je šel z Mariborskim korpusom oktobra 91 v Vojvodino. Očitno je
zdaj Slovenija pribežališče za vse, ki so takrat delali proti njej. Pravi tam sosedje, da človek so razlagal okoli, kako se mu je zrihtal, da živi v Sloveniji. Domišljija neverjetna. Ja. Domišljija neverjetna. Tako da, glej, kot je prej rekel gospod Omeza, za ta dokument in za pač ta postopek so se oni odločili zato, ker je bilo to najbolj priročno. Je bilo to najbolj priročno, upravi so vsi roke. Što, če to ne povem, ta vojaški dokument, ki je bil itak brez vseh oznak, kot ti pravi že invalida, ni imel nobenih kvalifikacij, zato tudi ni nišče o tem pisal neposredno. Noben ni vedel, ali je to res, ali ni, ali je to potaknjeno, ali je to sploh pristno. Meni je to zelo prinesel, da bi jaz kot ogromoslovc presodil, da je to pristno. Glejte, kar je bilo, ni bilo možno reči, da je to pristno, ali ni, ker manjko podpis, štampirka, glavno, vse. To, kar ste videli prej na projekciji, je cel dokument, kot je bil kasneje najden. Moji predavatelji niso našli. Res pa se je v tem dokumentu govorilo o ukrepih Jugoslovanske armade v primeru demonstracij in tako naprej in bil to nek znak za alarm. Jasno je, da jaz mislim, da niso oni razmišljali od aprila do konca maja, ali ta dokument uporabiti ali ne, ampak so razmišljali, kako to uporabiti, kako to vse pripraviti. In so dejansko to naštudirali po datumih. Aretacija se je zgodila, ko je bil cel slovenski politični vrh v Beogradu na konferenci, češ mi nimamo nič s tem. In dejansko za te podrobnosti, kako se je to odvijalo na relaciji slovenska politika, zvezna politika, najbolj še dolg časa ne bi zvedli, če ne bi Rajko Dizdarević napisal spomine. Rajko Dizdarević je bil predsednik predsedstva SFRJ iz Bosne in na leta 1929 je napisal spomine, ker opisuje tudi ta proces. Opisuje, kako mu je Janez Stanovnik že aprila govoril o tem, daleč pred aretacijo, ne smo se točno, ker je datum govori, mislim pa, da imamo tudi projekcijo dela te knjige o nekem tajnem dokumentu in kako takrat, ko je prišlo do aretacij, Dizdarević pravi, kako je pač prosil, se mu zdelo, da bo to pač nekako, tudi tega, kar smo govorili, ko ga je zvezdno udbo obvestila, da je prišlo do teh aretacij, je naročno preveril, mislim, da so Dolancu rekli, ne preveri, če je slovensko vodstvo obveščene, ko naprej je Dolancu rekel, ja seveda se je, ker se sprot obveščane. Potem pa Dizdarević tudi pravi, da je po nekaj prebral, kako Kučan trdi, da je na zaslišanju pod prisego, da ni nič vedel o tem, da je to zvedel od Kadijevića, ne vem kdaj, pač po aretaciji že. No, Dizdarević pa pravi, da je pa Dolans njemu rekel, kako je za aretacijo Dolans vedel od Kučana. Stvari so, vmes so se našli tudi nekateri zapisniki sej sveta za varstvo ustavne ureditve, iz katerih izhaja, da so bili oni sprot obveščeni v teh tajnih preiskavah na mikroali, da je to vse potekalo ne v nekem zaprtem oddelku udbe, ampak najvišjem državnem vrhu, kjer so pač tisti ključni politiki odločili, kako ravnati. Zanimivo je tudi iz teh spominov Dizdarevića, ki seveda nima nobenega motiva, da bi tukaj karkoli pričal pristransko, ker še bolj kot uradno slovensko politiko oziroma slovensko komunistično politiko ima v
v jedrih tiste, ki smo razbijali Jugoslavijo, kot pravi. Tako da ni te knjige pisal zato, da je nam pomagal, piše, da predvsem zato, ker je šele potem, ko je nekaj stvari prebral videl, kako ga je slovenska partijska politika, kako so jih vodili za nos, kako so pač igrali bojno igro in kako so pol od zvezdnega predsedstva zahtevali odgovore, ki so jih sami imeli. Janez Stanovnik je pisal, radno se mogoče se še to spomnim, predsedstvo SFRJ, da naj oni odgovorijo na vprašanje, zakaj recimo smo jim predani vojaškemu sodišču, čeprav se je to zgodilo tukaj, je to naredila Udba, ki je bil Stanovnik pač nadrejen, enako kot Kučan. Mislim, da Zareč nekaj zapiše, da v življenju take hipokrizije še ni doživljeno. Zanimivo je, da ta knjiga je šla, mislim, da Igor, da so ti odkril po nekaj letih, šele da je slovensko raziskovalno novinarstvo je to promptno zamolčalo. Nihče ni tekel s kamero do Kučana pa Stanovnika, pa bo vprašal, kako to komentira. Da če bilo to obratno, niti na WC ne mogo brez kamere. Je pa tukaj to tabu tema, cenzura popolna stvar zaprta. Ker je v bistvu zaresno stvar. Vsi ti politiki, ki jih tukaj Zareč navaja, pa tudi ti, ki so se pa znašli v teh zapisnikih, ki so zdaj jasni, so pred preiskovalno komisijo Državnega zbora kot priče, se pravi pod prisego, lagali, kar je kaznivo. Zato seveda ni to zgolj neka debata, kdo je grd, pa kdo je letno, pa gre tudi za pravno vprašanje. Hvala. Igor, eno vprašanje zate. Skratka, ko se je afera začela, si vsej slutil, kdo stoji v ozadju tega, ali se ti je zdelo, glede na to znano prebitev, da smo takrat nekako verjeli, da se partija deli na dobre in slabe, skratka na bolj liberalne in manj liberalne, se ti je zdelo, da mogoče Kučan in njegovi ne vedo za to, kar se dogaja in da je v ozadju nekdo drug. Vseh teh stvari, o katerih je zdaj Janez govoril, seveda nismo vedeli. Ampak iz dokumenta moji pogovori, ki sem jih pisal neposredno po vseh teh sestankih z oblastjo, se vidi, da so bile moje prve ocene, to se vidi iz pogovora s Kučanom, pa tudi drugimi, da je zatem slovenska politika. Mislim, nismo takrat delali iluzij, da gre tukaj. Seveda smo vedeli, da je Slovenija v nekem precepu, vendar je bilo jasno, da gre tukaj tudi za notranji obračun, prav zaradi vseh teh okoliščin, ki so bile uvodno omenjene, ki so zadevale Janeza Janšo, časopis Mladina, vrsto drugih stvari, Novo revijo in tako naprej. In jaz se dobro spominjam teh pogovorov, ki sem jih tudi tako vestno zapisal in potem je odbor odločil, da to objavi. In je bilo to objavljeno najprej brez naše vednosti, mislim, da v katedri je to naš takratni kolega v odboru, Samoresnik, zdaj že pokojni, objavil. Takrat smo iskali razloge predvsem v tej naši dejavnosti znotraj Slovenije in v odnosu do slovenskega političnega vodstva. Ta dvojna politika, ki jo je Janez omenil vizavi zvezdnih oblasti, je v bistvu pokazala, da je ta slovenska politika lovila nek modus vivendi zase, ne za Slovenijo, ampak zase, za svoje preživetje. Da je tukaj bila pripravljena žrtvovati del te slovenske suverenosti, predala Slovence vojaškemu sodišču in bom rekel tudi vse te stvari, ki so se zgodile, da je bil brez civilnega zagovornika, da se je sodilo v srpskem jeziku, da je bilo dostojno vojaško sodišče in tako naprej kaže, da je bil pravzaprav tukaj narejen en tak
bom rekel, v tej maniri dvojne igre tudi ves ta proces potekal na način, da bi se lahko slovenska politika umila roke. Danes je zanimivo brati akterje in moje takratne sogovornike. Ko so bili objavljeni, oziroma ko so nam prepovedali zborovanje leta 1989, sem jaz te zapiske v nekem pogovoru na upravi Ljubljanski dal Pavel Točelik, češ, takrat smo se že odločili, da jih programo ne pogleda, to dvojno igro slovenske politike, ki je iz teh zapisov jasno razvidna. In pred časom je v Mladini, prav zdaj, pred mesecem in pol, Janez Stanovnik rekel, da je takrat RTV rešil, ker zapiske ni predal Izareviču, ampak jih je prinesel njemu in da je zato kljub temu, da je vedel, da je RTV proti slovenski politiki postavil, ki ga je, mislim, da zdaj slišal. In je zanimivo rekel, da je na ta način bil on rešen, ker če bi to vam prišlo, takrat bi on seveda kratko potegnil, tako ga je bilo razumeti na tem intervjuju v resnici. Takrat isti večer pisal pismo Kučanu, ki ga je našel Igor Merza v arhivih in je bil pred parimi leti objavljen, kjer je rekel, da je treba absolutno mene tako diskreditirati javno in je šel še isti večer na odmeve in me je napadal. V bistvu je on prvi razkril te pogovore. Danes govori, da je iz pogovorov jasno razvidel, da je bil naklonjen upor. Tako da ta dvojna politika slovenskega vodstva nam je bila jasna od samega začetka. Seveda nismo imeli iluzijo zveznem odsekaju, prostorskih silah, jugoslovanski armadi, s katero smo se potem čez natanko 2 leti oziroma 3 pravzaprav spopadli tudi fizično. Ampak takrat je bilo jasno, da to dvojno igro igra slovenska politika. Iz teh dokumentov, ki jih danes postajajo in danes vidimo, je to popolnoma jasno razvidno. Hvala. Igor, takrat se je nekako zgledalo, kot da gre za nek vojaški udar. Ampak že po mnogih indicih se je pravzaprav videlo, da vojska ni bila pripravljena na ta proces, da je bila v bistvu obveščena naknadno in da so zelo na hitro, da so se mogli zelo na hitro organizirati. Tu sem tudi sam nekako zaznal, ko sem bil v zaporu, da to niso bili dobro pripravljeni in da tudi niso imeli dovolj kvalitetnih informacij, da bi mogoče bolj pritisnili tam, ker bi recimo kot preiskovalci morali. Ampak pravim, v tistem trenutku je izgledalo, kot da gre za vojaški udar. Kako si ti v bistvu zdaj, ko si pač raziskoval, kako si videl te pogovore na zvezdni ravni, med recimo Dolancem in Vasiljevičem, recimo, ki ga potem obvešča, verjetno si se s tem pač ukvarjal. Tu gre za neko anekdoto. Ja, spet je nekje na neki točki se slovenska politika odločila, Kučan, Dolanc verjetno, to je bilo pomembno. Stanovnik je bil druga kategorija, ampak je asistiral dobro. Marinc tudi, ampak os je bila Kučan Dolanc. Dolanc je v Beogradu slovenske interese zastopil, Kučan je pa tle Slovenija držal. Tako je bilo razdeljeno med njima dvema. In onda sta res politični par excellence, onda sta vladala v Sloveniji in nekako tudi proti Jugoslaviji imela neko politiko oziroma akcijsko, kot je bilo že rečeno, neko manevriranje. In v nekem trenutku Dolanc pristopi k Černiču, se pravi šefu vojaške tajne politične policije KOS, Ponrodelo, in mu reče, ali ste že vzeli tiste mangupe, ki so vam ukradli dokumente v Ljubljani, se pravi ta vojaški dokument. To je bilo dogovorjeno. In Černič seveda ni bil pojma o tem. To je bilo 20. maja v Beogradu. Černič kliče takoj Vasiljeviča, ki je bil zraven, pa je bil neko varnostno posvetovanje, ne vem kaj točno, to nisem mogel ugotoviti, ampak Vasiljevič pride in prav Černič, Vasiljevič je pa takrat šef enega izmed oddelkov te zvezdne vojaške tajne politične policije, Aleksandr, potem je začel te naše zapornike v Ljubljani. Poznaj postal načelnik KOS-a,
pozneje postal zapornik. Je bil trikrat več v priporu, kot ste bili, ne? Recimo. Pa je bil tudi nedolžen v tistem primeru, kjer šlo za medsebojne srpske spopade. Ampak on in Vasiljević pojma nima. Kliče Mutiča, ki je bil šef kosa 9. armadnega območja Ljubljanske armade. Mutič nič ne ve. Pokliče Eržena. Eržen prav pride k meni. Pride k njemu in mu Eržen da ta invalidni dokument. In takrat se to, vojska to zagrabi z vsemi rokami. Zakaj? Ker so bili živčni, zaradi mladine, zaradi Janše so bili že čist penasti. Takrat, ko so tebe prvič hoteli soditi, je Marinc, po teh razgovorih Korzega, je Marinc klical Višnjiča, šefa armadnega območja in rekel, puste Janša, da je namirne, da to je stvar tistega dogovora. In takrat je Višnjič rekel, ok, ne bomo šli naprej, ne, Mazič v nesreči. To je bolj, da bi doživel novo srečo, ne, leta 88. A hočem reči, da je Dolan sprožil to. Ker po udbovskih načelih, pa tudi po vojaških obveščevalnih načelih, bi oni mogli to stvar spremljati. Ne pa je to redakcija. Vojaki predvsem mogli Borštera začeti spremljati in bi ga mogli definirati kot nekega človeka, ki deluje proti Jugoslovanski ljudski armadi in videti, kakšne so vse te povezave. Ampak ne, oni so tako udarili. Zelo hitro so. Oni so zelo hitro šli, zato ker so bili iz Beograda so jim naučili, takoj to najte. Dajmo eno akcijo. Te politiki nič ne naredijo, ne, so jim pa potaknili. V bistvu so jim potaknili ta proces. In oni se tega zavedajo. In še res, ko sem pisal zdaj knjigo o procesu leta 1984, 4 leta prej, ko so neke bolgarske muzikante, pa še neke Jugoslovane, ni bil to notranje politični montirani proces, ampak proces proti Bolgariji, ker je ona nekoga tam montiran proces delala, ne, je bil meddržavni. To so bili eni kmetje brezvezni, ampak so ga nasrkali, ne, te muzikante. Tle šlo pa za notranje politični spopad. In pri tistem spopadu leta 1984, Udba, potem, ko preda vse te muzikante in nekatere Jugoslovane vojski, jih še neprestano naprej zaslišujejo v zaporu. Vi imate v arhivu stotine zaslišovanj Udbe teh muzikantov. Ko oni predali Janšo, tebe, pa ki je Borštner v priporu, zavrli se pač izogne, ker si zaprl morišnico, ne, psihiatrično stanovo barval, ne. In oni takrat roke dvigne. Udba se ne pojavi več v vojaškem zaporu na Metelku, kjer je dežurala leta 1984. Se pravi, da dejansko so oni splanirali, da to dajo vojski, vojska je to zagrabila z vsemi štirimi, ker so bili živčni, ker so bili, Kučan piše, da če se omenil mladino v Beogradu, so se hvatali za pištol, ne, generali, ne. Tako da, in tudi Dolan se je rekel, vsak teden trepetamo, kaj bo mladina napisala. Hočem reči, da je vojska zelo hitro in brez glavo reagirala in padla v neke ose gnezdo, ker pa nastane odbor, ne, in potem je pa to. Potem začela tudi slovenska politika dobrikati se odbor, ne, zato pa imaš pol tistega prav stanovnik, se mi smo v bistvu podpirali odbor, ne, ker so videli, kakšna sila je to in se začne prilagajati. Kučan, julija 88, prvič od leta 45, nekdo od slovenskih funkcionarjev govori slovensko v Beogradu. Julija 88. Pod pritiskom tega slovenščine in neslovenščine v vojaškem procesu. In veste, kdo je podprl v tem, da govori slovensko v Beogradu? Milošević. Hvala, to je bilo zelo zanimivo. Skratka, jaz bi v tem stilu nadaljeval. Skratka, moramo priznati v bistvu, da je bil ta manever takratnih v bistvu, kaj bi rekel, te liberalne linije v Zvezi komunistov, predvsej genijalo. Po eni strani so nastavili vojsko, po pilatovsko umili roke, po drugi strani smo pa dolgo časa mislili, da pravzaprav za tem stoji Popitova linija, ta v bistvu, ki je bila nekako bolj, kaj bi rekel, partizanska, trdorovci in tako naprej. Jaz moram reči, da pri vlastni aretaciji sem se pravzaprav spraševal, ali pravzaprav slovensko vodstvo ve za to, ker sem računal, da se to pač dela njim za hrbtom. Ampak seveda, kasnejši dokumenti razkrijejo, da gre za genijalen manever, s katerim so pravzaprav odstranili tudi tebe kot glavno tarčo. Kaj misliš? No, ta razlika v takratni slovenski partijski politiki ne toliko o ciljih, ampak predvsem
samo o sredstvih in načinih, se ravno o strategiji, ampak o taktiki obstajajo. Zdaj ta stara, kot ste rekel, bolševistična partizanska linija je zagovarjala pač neposredne metode, neposredno akcijo. Zdaj ta druga generacija pa, kot sem prej citiral Kučan in Etla, je zagovarjala bolj zvit pristop. In ta zvit pristop so uporabili, smo zdaj govorili, kako je to dobro razložil. Zdaj, kar se tiče po odnosa do cilja, pa ni bilo mene razlike. Vsi so bili za Jugoslavijo, vsi so bili za socializem, samo pravni socializem, različna imena za isto leseno železo. Tako da pa obstaja med njimi neke strateške razlike, pa so to oni sami potikali. Če preberete te zapiske, ki jih je pač Igor delal po teh sestankih z nekaterimi izmed njih, je to jasno, ker pač so tam govorili, sestajali so se bolj ti drugi, izvite linije, in ti so, kadarkoli je omil tako vprašanje, pa zakaj se je to zgodilo po UNO, so bili krivi trdorovci kao. Potem pa čez leta, recimo, ta dokument je tukaj, prije na dan zapisnih pogovora med aktivno partijsko politiko pa temi upokojenimi, tako imenovani trdorovci, kjer pa se vidi, da se strinjajo vsem razen tem, da bi mogoče oni na malo bolj grob način, pa bolj odkrito povedali, da je treba iti za tanki. Ta spopad ali pa to politična situacija v Sloveniji takrat je izjemno dobro naslikal Miran Potoč, takratni predsednik socialistične skupščine, ki je dolgo časa politik SD-ja v vseh njenih izvedbah in fazah. Takrat mi upokojen, on je v tem času, malo po procesu, že napisal neko oceno, ki je tudi objavljeno v tej knjigi 20 let pozneje, sem se razumel razpravljal, o tem, kakšno je stanje v Jugoslaviji, kakšno je stanje v slovenski politiki in tako naprej. Če preberete tisto oceno, vidite, da ni nobenega govora o kakšnem spopadu znotraj partijske linije. Ampak tam zelo natančno definirajo te skupne cilje in strategija oziroma ocena je, se pa tudi izvaja do konca. Ocena je bila, da je za slovensko partijsko vodstvo nevaren vsak, ki jim jemlje oblast. Če je to domača opozicija alternativa, so nevarni oni, če je to Milošević, je nevarni Milošević. Ni tukaj kakšne dileme, niso postavili v spredje demokratizacije, liberalizacije, slovensko osamosvojitve, ampak njihovo oblast. Kdo nam streže po oblasti, ta je naš sovražnik. Tisto se zelo splača prebrati. In mnoge maske padajo, če to preberete. In če vidimo, kdo je bil naslovnik, kdo je bil tam notranji krog, ko ste tam dobili, bom rekel, tako te, ki ste jih šteli za liberalce v partijski politiki, kot tiste, ki ste šteli trdorovce. Od Potrča se je štelo za trdorovca, pa je bil en od glavnih ideologov te, bom rekel, zvite partijske politike. Tako da seveda, ne bilo dovolj samo to, kar so Igor govorili, za to manipulacijo. Tudi osrednji slovenski mediji so to z veliko vnemo potikali in sugerirali in ljudje so na to nasedali, so se po ozadju smejali.
z ljudmi zmanipulirati. Kljub temu, no, pa se ni šlo, ne, ta načrt, ki je bil narejen, v tem smislu, da z eno potezo ubijajo dve muhi na en mah, tako utišajo domačo opozicijo. Oni so računali, da vojaški proces bo potekal približno tako, kot je potekal ta leta 1984, to je zdaj Igor Omerze izdal knjigo proti Stepanjanom kolegom. Se pravi, tajno sojenje brez možnosti civilnih odvetnikov, zelo hitro opravljeno, nekaj kratkih notičk v delu, pa dnevniku in to bo to. Tisti, ki pišejo podobne stvari, kot aretirani bodo prestrašeni, in se ne bo zgodilo v smislu kakih protestov in tako naprej, ker nikoli doslej še ni bilo. Ampak tukaj so se ušteli. Tisto, kar je pokvarilo igro, je bil odbor za varstvo človekovih pravic. Zdaj obstaja pričevanje o tem, kako je partijska garnitura v kleti na Tomšičevi spremljala to zborovanje v sredino 21. junija na Kongresnem trgu. Mislim, imamo kako fotografijo, mnogi stopi tam. Se ogromno ljudi spravilo. Trg pa mislim, da bil 15 minut pred isto uro, ko ste to zborovanje napovedali še pravno. Takrat se je v tisti kleti na Tomšičevi na veliko zabavljalo, češ se ne obenga, da je konc odbora in tako dalje. Potem pa se je tam spravilo 30-40 tisoč ljudi in nastala je tam v tisti kleti taka grobna tišina in do konca prenosa nacionalna televizija prenašala samo za partijsko vodstvo, ne za ljudi. Potem do tega ni mogo spremljati. Takrat so bili prenosi, če pa treba. So pa še danes težave, kadar ni treba. Tudi iz parlamenta. No in nastala je grobna tišina in po koncu pravi, da je Kučan rekel, no zdaj bo treba pa temu resno prilagoditi našo tako. In so jo. Po tistem je naenkrat osrednje vprašanje postalo vprašanje jezika na sodišču. Da mi nas zdaj napisal, da tam v tistih celicah, če bi naj takrat vprašal, ali je ključno, ali vajo obsodijo na dosmrtno ječo, ali pa na 15 let slovenščini, ali pa vse v hrvaščini. Jaz mislim, da bi rekel, da je vse, glede na to, da je šlo za nekaj drugega. Ampak slovenski javnosti se je to vprašanje slovenščine nekaj začelo potencirati, je rekel že Igor, Kučan je prvič govoril v slovenščini v Beogradu, prej nikoli, kasneje redko, tu gledaš še hodil. In enkrat je to nišo, slovenska politika, partijska politika izrabila kot vzvod, da se je priključila temu mainstreamu, temu vozu, temu razpoloženju. Češ tudi mi branimo nacionalne interese. Jaz sem mnogo let kasneje prebral govor Milana Kučana na taboru v pevskih zborov v Šentvidu. Malo po tem zborovanju, ki se da 28. junija. Cel govor je posvečen, mislim, da 222. členu takratne ustave SRS, ki je govoril, da je uradni jezik v Sloveniji, ki je pisal, da je uradni jezik v slovenščini. To je postavilo srednje vprašanje. Tudi jasno zakaj, o tem, v katerem jeziku nam bodo sodili, se niso dogovorili. Tukaj je partija čutila prosto polje, češ tukaj nismo nič vedeli. In pol so očitali Beogradu, potem piše Izarevič, da so jih tukaj prevarali, da je to zgodilo slovenska nacionalistična čustva in tako dalje. In potem je tudi predvsem na tej podlagi prišlo do
posredovanje o tem, kako se v proces zaključi. Ta sprememba partijske politike, ki je nastala pod tem polnim kongresnem trgu, je predpostavljala, da se nekako treba iz tega izviti. Prvi korak je bil, da se priključijo temu mainstreamu, programu nacionalnega interesa, ko gre za vprašanje jezika, v katerem se sodi. Zdaj drugo prizadevanje pa šlo v tej smeri, da se stvar čim prej zaključi, da to gibanje ne naraste preko obvladljivih meja. In takrat je slovenska partijska politika začela pritiskati na to, da se sojenje čim prej konča, da se čim prej začne in konča, da se vsi roki pospešijo in da so tudi kazni, ki bomo dobili takšne, da ne bodo iritirale še naprej izneverjale ljudi. Glede na to, da se je proces sfižil, se je pač izkazal vseh primerih političnih procesov. Zdaj, ta namen je v tem prišlo do 2 sestankov med Kučanom in Kadijevičem. Mislim, da je zabeležil prvega Igor objavil v knjigi. Je zelo zanimivo, mislim, na Brionih, sredi julija. Zdaj, še bolj zanimivo je zabeležka drugega pogovora. Ta pogovor je bil 22.7.1988, to je na dan, ko so nas začeli soditi. Zdaj, da je bila sodba izrečena, nekaj dni pozneje. Tukaj je zabeležka, ki je napisal lastnoročno Milan Kučan, to je iz partijskega arhiva. In tukaj je 6 strani, kjer Milan Kučan piše predvsem o tem, skoraj izključno o tem, kaj je dejal Kadijevič, nič po tem, kaj je on njemu rekel. To je prva zanimivost. Ključna stvar pa je, da je bila tukaj dogovorjena, da je tukaj na tem pogovoru vojska pristala na to taktiko, da se stvar čim prej zaključi in začne manj praskanje, ker potem, kar Kučan piše, je Kadijevič dejal tudi naslednje. Piše, Kadijevič je ustrajal na stališču, da je potrebno proces voditi v okviru predpisov, kar najbolj odgovorno, hkrati tudi najbolj humano. Vse dokazni, ki ne bodo čele mogoče, tukaj smo se strinjali, na spodnji meji možni. Zdaj, dokazni postopek se sploh še ni končan, ali pa se sploh še ni začel. Tukaj sta pa že trgovala o kazni. Razumete? To, da smo nedolžni, sploh ni prišlo v poštev. Bi bilo politično oportuno, delali so kompromis. Se pravi, če je mogoče na spodnji meji možnega. O tem se bova še pogovarjala. Se pravi, Kučan in Kadijevič sta se dogovorila, da mi je zdobil let pa pol, Boštner 4, i 9, ali koga, to je toliko pravni države, v kateri so takrat govorili. Na vsako zahtevo, ki je odbor postavil, so oni odgovarjali, politika se to ne sme vmešavati, sodstvo je neodvisno, isto se je poslušalo kot danes. Postopki, ne gre vse po pravni poti, no potem pa tukaj Kučan lastnoročno zapiše, o tej kakšni kazni, da se bo še pogovarjal s Kadijevičem. Tako da predsednik partije v Sloveniji in zvezni sekretar za obrambo v Beogradu sta se dogovorila kakšni kazni. Tako da on vas v bistvu vodila ta proces na koncu. Prej so podelali operativci, na koncu, ko je roterjal partij.
se izviti iz te godre, za katero je bil kriv odbor, pa se potem ona dva to svojega. In ti dogovori med njimi so držani. Višje sodišče je temu sledilo, tudi zvezno sodišče je kazni potrebilo terco povečno. V tem zvezdnem sodišču je svojim sorodnikom Milana Kučana, da se pod nadzorom. Ja, lejte, če se ne bi zgodil odbor, če Igor Drage ostali, tiste kolegi v prvih vrstah, ne bi organizirali tega odbora, bi se zelo verjetno stvar podobno končala, kot se je 4 leta prej. Pa tudi na mnogih drugih procesih na tem vojaškem sodišču, o katerih nič ne vemo. Nič ne vemo, ker arhiv so odbirali samo v Beograd, pa so ga uničili, zelo malo tega ostalo, glede tega procesa proti Stepanjanim kolegom, je nekaj ostalo zato, ker je tudi slovensko udba tukaj ogromno delala in tudi tega ostalo, ker je pa zgolj Jugoslovanska federalna vojska to delala, pa teh sledi praktično. Prav, najbolj veliko tega oni sami niso naredili brez pomoči slovenske udbe. To je bil tudi en dodatnih motivov za uničevanje arhiva. Hvala. Zanimivo, jaz bom te dodal pravzaprav neko vlastno izkušnjo iz zapora. Zanimivo, da se je v bistvu dalo tudi nekako tudi v zaporu ugotoviti pravzaprav recimo po eni strani nepripravljenost v bistvu vojske na ta proces, pomanjkanje pravih dokazov oziroma elementov za pritisk recimo na nas, takrat, ko so nas zasliševali. To sem nekako opazil. Druga stvar je pa to, kar si ti pravo. Na začetku, prvo, kar so mi na prvem zaslišanju povedali, so rekli, mi imamo morje časa. Nikamor se ne mudi, ti boš tu po tem preiskovalnem zaporu, vojaškem preiskovalnem zaporu mesece, mi imamo čas, v bistvu ti si tisti, ki se mu mudi. In tako je tudi izgledalo na začetku, kako v bistvu je bilo vse bolj upočasnjeno in tako naprej. Potem sem pa nekako opazil, da so postali nervozni, če dalje bolj nervozni, če dalje, kako bi rekel, hitreje so želeli pač določene stvari izsiliti. In seveda potem so hoteli tudi zaključiti pravzaprav na treh, na tebi, meni in Borštnerju. Skratka, v bistvu zavrl, kar naenkrat, v bistvu, mislim, da že zavrl kot nek umestni člen, sploh ni bil več v igri, ampak je neka grafologinja določila pravzaprav moj rokopis, ki je popolnoma drugačen od Zavrovega za mojega. Skratka, in s tem so pravzaprav oni zaključili, da je postala neposredna zveza med tabo in mano, skratka, nek umestni člen sploh ni bil več potreben in, kar bi rekel, in tako bi se nekako cela afera končala naredno na treh. Kazni so bile itak že izrečene na teh neformalnih pogovorih, očitno, skratka, in na nek način niso rabili nobenih dokazov več. Tako da tukaj sem pač opazil, da se mi je začelo voditi. In potem so to zelo hitro organizirali, ta proces in tako naprej. Jaz bi v bistvu imel dva vprašanja za Igorja. Vrnil bi se nekoliko nazaj na te frakcijske boje. Zanimivo je v bistvu v partiji. Zanimivo je, da pravzaprav popita ni bilo nikjer v tej zgodbi. Čeprav smo na začetku mislili, da so ti trdorovci iz teh partizanskih vrst pravzaprav tisti, ki zadevo vodijo skupaj z vojsko. Ampak kasneje se je seveda izkazalo, da pač teh ni bilo. Mogoče je Dino Marinc, ki je bil obveščen o zadevah.
Igor, kaj misliš o tem? No, skratka, ali je tebe to tudi zavedlo? Nekaj podobnega sem te že sicer vprašal. Tako je Janez kot Igor Omerza sta povedala, kakšno je bilo razmerje moči v slovenski politiki in k temu ni praktično kaj dodati. Jaz mislim, da je bila takratna aktualna vrhuška tista, ki je krojila to politiko, prav gotovo naveza Dolan Skučan. Ne vsem v zvezi povedano zanimivo anekdoto, ker veste, smo mi v odboru tako internacionalizirali dejavnost. In smo zelo hitro ne samo objavljali svoja sporočila v povzetkih v angleščini, to je delal predvsem Marko Hren, ampak tudi distribuirali nekaj teh mednarodnih biltenov in obiskovali najprej sosedne države in sosedne politike in smo jim razlagali, kaj se pri nas dogaja. Ko sem bil na obisku pri takratnem predsedniku Avstrijskega zveznega parlamenta Fischerju, sedanjemu, bivšemu, se neče že prevzevno, predsedniku, ko sem mu to razlagal, kaj se vse pri nas dogaja, kaj dela vojska, kakšna je situacija v Sloveniji, me je tako začudeno čez mizo vprašal, ja, pa ste to razložili Dolancu? In takrat mi je postalo jasno, da je prav, da ta obisk čim prej zaključimo in smo se tudi zelo jadrno pobrali z te pisarne. In to seveda v marsičem pojasnjuje, bom rekel, takratno moč politike, seveda dejstvo tudi, da politiko na taki ravni krivijo interesi, ne pa, bom rekel, neka načela in principi. Tu v tem bi lahko veliko pojasnili našli, zakaj Avstrija recimo ne procesira nekaterih eminentnih kaznivih dejanj, tudi v teh, ki jih je Igor Omerza v preteklosti raziskal in objavil. Tako da, bom rekel, tukaj ni bilo takrat sledi o neki stari gardi, ki ne bi zadevo obrnila, čeprav je ta naša domneva o tem, da naj bi oni imeli tehnično vlogo, pravzaprav izhajala iz napačne ocene, da je to njihova reakcija na Kavčičev dnevnik, ki je seveda v veliki meri razkrikal to staro politiko, kajti bil je neposredno žrtev takratnih čistk v letih 70, 72, 74, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v takratni Jugoslaviji, ampak ta ocena se je izkazala pozneje za pretirano in naše soočenje je bilo pravzaprav ves čas to aktualno politiko, s katero smo se soočali vse do slovenske osamosvojitve in, bom rekel, kjer je šlo za ta isti princip, tako kot je bil tukaj citiran Miran Butrč, da so jim seveda vsi nevarni in sovražniki ogrožajo njihovo oblast in tako se je ta politika v veliki meri, bom rekel, obnašala tudi pozneje. Ampak po drugi strani je pa zanimivo, da so to zgodbo uspeli prodati. Skratka, da, recimo, če so uspeli prodati zunanjim ministrom, pa v bistvu slovenski javnosti. Zato pravim, da je zanimivo, da pač tukaj popita ni bilo več. In zdaj še eno stvar. Iz teh mojih razgovorov se vidi, da so jo nam prodajali. V veliki meri je to bila takratna politika. Mislim, kakor se dobro spomnil do tega že kar nekaj časa, ampak mislim, da v razgovorih piše točno to, da so se v nekaterih stvarih sklicevali na, bom rekel, trdo linijo v partiji, in tako naprej. Se pravi, oni njih so sami, to je bil potem tudi vir mnogih konfliktov med njimi samimi, ko so če razgovori vam prišli. Zdaj bi dodal samo še opazko, da so pravzaprav ves čas uspešno, skoraj v 80-ih letih, ves čas uspešno instrumentalizirano, recimo demokratične medije, tudi mladino. Skratka, tako da preko z nekim plasmajem, preko Zveze socialistične mladine. Ja, moram reči, da so tudi te informacije, moram reči, bile na nek način plasirane. Skratka, in da, ja, a bi jo govoril? Ja. Poglejte, mi smo takrat v bistvu doživljali neko fazo preloma s celotnim našim vedenjem o skupnosti, v kateri živimo. To je bil pravzaprav čas, ko se je zlomila zgodba o, bom rekel,
slovenski suverenosti, neposredna, lahko bi rekel, neposredna posledica dejavnosti odbora je bila problematiziranje slovenske državnosti. Jaz se spominjam od seje odbora, ki smo zelo hitro, jaz se spomnim, ki sem imel en uvod, ki sem govoril, da je sistem, v katerem živimo, nekompatibilen s človekovimi pravicami. Spominjam se intervjuja v Mladini, ko sem rekel, da je vprašanje suverenosti, to se rekel leta 88, vprašanje, samo še vprašanje generacij. Zgodila se je 3 leta pozneje. Hoče reči, to je bil čas, v katerih se je uspešno prodajala zgodba o neki liberalizaciji, nekem socializmu s humanim obrazom, in v bistvu nismo še vsi zapopadali tega bistva, v katerem je pisala že Nova revija. Nova revija je nekaj let predtem začela z nacionalnim programom. Vse to je počasi kalilo in ta odbor, aretacija, celotna afera JBTZ je na nek način kulminirala in nekako zgostila, sublimirala vse te procese in ni slučajno, da iz odbora, da so išle praktično vse nove politične stranke. Vsi ljudje, ki so nekaj pomenili poznajo v Demosovi politiki, Lojza Peterle, Ivan Oman, Tomšič z SDS-om, z socialdemokratsko stranko in tako naprej so bili člani odbora, so v odboru delovali. Velikokrat se je učitalo, zakaj odbor ni naredil tega prenosa in postal stranka. Ne, ni možno bilo, ker je bil tudi znotraj odbora je bilo veliko razlik in v trenutku, ko smo problematizirali vprašanja prihodnje ureditve, sprememb in tako naprej, so se te razlike jasno kazale in so ogrožale te temeljne cilje. Hkrati pa so omogočale tematizacijo in politizacijo ključnih vprašanj, ki so pozneje pripeljale do osamosvojitve, do demokratizacije in, bom rekel, tudi na ta način omogočile to družbeno spremembo, ki se je pravzaprav korenito po tej aferi zakorenila v to slovensko družbo in tudi omogočila celoten prehod. Z tega stališča so bila prizadevanja tudi takratne, tako imenovane liberalne partijske oblasti za manj, kajti v resnici je morala, seveda tudi zaradi mednarodnih okoliščin, ki so takratne. Vi morate vedeti, da, kako sem že prej rekel, leta 1989, ko so nam še prepovedovali zborovanja in ko se je Kučan dogovarjal, tam je Havel že naredil žametno revolucijo in tako naprej. Se pravi, mi smo začeli mogoče bolj zgodaj kot drugi, ampak je bila naš čas je prihajal za ostalim. Ja, tukaj smo že pri mojem drugem vprašanju, zdaj sva moram reči, da sem ti postavil pravi vprašanje vmes, ampak v bistvu moje drugo vprašanje je, kako je nastal odbor, čigava ideja je bila, kako se spominjaš tega prvega dneva ustanovitve odbora? V Merzu je bil zraven, ko so sedela, mislim, da na Mikroradi, Bojan Korsika, Bojan Fink, mi smo rekli, nekaj treba narediti, tako ne bo šlo. Jaz sem zvečer v polnoči dvignil telefon in sem poklical Ertla, ki mi je sam dvignil telefon. V imeniku sem najdel pisarno, sekretarja za notranje zadeve in sem poklical. In spomniš? In je Ertl dvignil sam telefon, ki je bil očitno sam tam. In se kje imate Janeza Janša? A je res, tega se je govorilo, da ga je podopeljal v Zagreb, da bo v Zagrebu svoje. Pa smo začeli že takrat se pogajati, pa groziti, tako naprej. No in potem smo najprej naredili takoj naslednji dan odbor za zaščito pravic Janeza Janše. Pozneje smo zvedeli, mislim, da čez 2 dni drago tega Boštnar aretiran, 4. si bil pa ti. Potem smo preimenovali odbor za zaščito pravic Janeza Janše. Ustanovno listino je podpisalo kar veliko število organizacij, res ključnih takrat, mladinskih, drugih, civilno-družbenih gibanj, časopisnih, redakcij in tako naprej. Potem se je začelo. Hvala, Igor. Zdaj pa eno vprašanje za tebe, kot raziskovalca odbora. Skratka, kakšne so
si najboljši poznavalc, ne. Skratka, in povem nam nekaj o odboru. Številke so na disketi, ki imam tle v knjigi sicer disketa. Jaz sem preštel potem, smo dali to Excel, da se potem da preštel hitro. Sam ne se treba se. Čez 100 000 je bilo individualnih članov simpatizerjev odbora. Zdaj, če štejemo zraven še kolektivne člane, v katerih so bili nekje ljudi po 1000 ljudi v raznih podjetjih. Jaz se ocenjujem, za vsa podjetja, ne vem, koliko ljudi sem bila v tistem času, čez 200 000 je bilo. Ljudi, ki so aktivno se opredelili za odbor. Z imenom in priimkom in naslovom. In zdaj, če bi imeli takrat internet, je bilo pa ne vem, milijon ali koliko, ne. Ampak skratka, to je bila fascinantna, ampak najbolj fascinantno pa kaj? Da ljudje se niso mogli trpeti med sabo. Vi morate razumeti, da med Mladino pa Nova revija so bile konflikti, ne. Mladinci so bili zelo za demokratizacijo, Mladina niso bili pa tako nacionalno usmerjeni. Večina pa Nova revija zelo nacionalno usmerjena, je bilo skoraj važnejše kot demokratizacija, ker se mi zdelo, to samo po sebi pride. Ker vi morate vedeti, da Slovenija, zakaj v Sloveniji smo zamujali, malo recimo glede na Češko? Ker nismo bili samostojna država. Če bi bil v Sloveniji država, bi imeli samo demokratizacijo. Država bi bila država. Zato tudi ilustracija ni bila mogoča. Tudi če bi lahko izvedeli, pa mislim, da vemo, z te politične moči takrat ni imel. Če bi izvedeli ilustracijo, bi pa šli hud državljanski spopad in plebiscit ne bi bil tak, kot je bil verjetno. To je moje mnenje, ne. Ampak hočem to reči, kaj je fascinantno pri odboru, da ljudje torej, ki en Žižek, ni mogel, en Norbert Jašov, in potem, ki je bilo koncu odbora rekel, ne moram razumeti, kako smo lahko temi ljudmi sploh skrb sedel, prav Žižek nekaj izjava, ne, njegova značilna. Hočem reči, to je bilo fantastično, da smo bili na Mladini 6. junija, ko je bil ustanovljen iz odbora za varstvo pravic Janeza Janše, je bil odbor za varstvo človekovih pravic, tam so bili zbrani ljudje, ki se med seboj niso trpeli. Absolutno se niso trpeli, ne? So imeli strašne med sebojne zamere, konflikte in tako naprej. In takrat je vse to kar nekako po nekem čudežu, ne vem, ali je bilo pa teren je bil pripravljen. Ker vem, da vse ta gibanja so obstajala, se jih je že prej Janus pa Igor ste jih povedala, in kar nekrat je ta bomba preko eksplodirala, oziroma ta JBTZ je bil neka ožigana verica. Ker prvi dan se je to začelo, že popoldne, ne, ko sem bil spločen iz zaslišanj, se je že dogajalo. So tudi Ganter pa te že sestankovali, ne, se pravi, pa so drugega so že kulturniki, pa znanstveniki, kulturni plenom, ki je slučajno bil tega 2. junija, so že šli zraven in potem so že ideje v odboru in vse to se kanalizira takrat okoli Igorja in vse te skupine on združi, ne, ker je bil pač neka taka posebnost. In potem je to neka fantastična zgodba, moram reči, ki je bila pa seveda morala biti na nek način pripravljena. In je bila pripravljena in jaz imam doma vse te podpisne izjave, ne, to so kupi, ne, to je neverjetno, to je prehajalo na to študentsko organizacijo, pa mislim tudi na Mikroado, to so dnevno pošteni nosili cele vreče pristopnih izjav, to je bilo res neko, čutil si neko, da strah popušča, da tako rečem, ne. Tudi ta na Kongresnem trgu, ne, ko si rekel, 10 minut prej skoraj prazno, smo rekli, kaj zdaj, to bo fiasko. V 10 minutah so ljudje z vseh teh koncev, 10 strani, to so kar reke pridržali. Brez agresije, za slovenske zastave, mislim, transparenti, fantastično. Bi ostal kar pri tebi, skratka, ta odbor je bil seveda izjemno pomembno, tako kot je v bistvu Janez rekel, pa tudi za našo samozavest, v bistvu, in tudi v končni fazi sigurno bi dobili višje kazni, če ne bi bilo tega upora odpora. Ampak bolgarski glasbeniki 4 leta prej niso imeli te sreče, da bi kdo spremljal njihov proces, ne? Še manj pa, da bi imeli kakšen odbor za seboj. Pa bi te prosil samo za eno sporednico med letom 84 in 88. Razlogi so različni za proces, montiran ta pa leta 88, ampak nekako model je pa isti. Imate iste igralce na vojaški strani, imate iste igralce na baški strani in imate približno iste igralce na politični strani. Mogoče se kakšne funkcije ne zamenjali v 4 letih, ampak v bistvu gre za iste igralce.
Gre za tajni proces, oba sta tajna procesa, oba sta brez odvetnikov in oba naj bi bila brez prisotnosti javnosti. In sta tudi bila. Ampak zunaj je bila javnost leta 88. Tukaj pa ni bilo. In ko so končali proces leta 40 proti 9 ljudi, ki so pustili od 3 na 12 let stroga zapora, 9 ljudi zaprejo, je bilo v delu oziroma televiziji oziroma v vseh dnevnikih po Jugoslaviji objavljeno 5 stavkov. Niti za koga so vohunili, niti kdo so bili te ljudje, 5 stavkov. In je konc. In še leta 88, avgusta, že po JBCZ-ju, Mladina, Igor Mekina in naredi intervju z Stepanjanom in prekine zarota molka. Za 4 leta je trajalo, da je bila zarota molka prekinjena. In vmes se je mogel zgoditi tudi odbor JBCZ. Drugačna zarota molka še ne bi mogla biti. Se pravi, ta javnost je bila ključna. Ni bi ravno tako mučili, kot so mučili te fante leta 84. Oni bi ravno tako dobili 10 ali več let. Janša Božna ta se zavrne. Ni bilo možno več, ne? To je velika razlika. Čeprav je bil namen, ali pa rekel taktika, ali pa strategija na nek način doseči isti učinek. Ja, zdaj fanti me opozarjajo, da moram počati zaključiti. Glede na to, da bomo tudi vam pustili možnost, da kje vprašate. Je pa Janez omenil, da ima neko vprašanje za me. Ne vem, kaj ima v ozadju. Po preiskavi na Mikrali, takrat, ko so mene aretirali, je vse znano. Mi smo zraven, celo snemali so, nek posnetek je obstajal, ki ga preiskovalna komisija tudi gledala. Oziroma sem skušal prikazati to zelo profesionalno in tudi ta dva lista papirja tega dokumenta so dejansko našli v mojem predalu. In moj predal to je dal jaz, in jih odbog potrnil. Saj ne neposredno. Tebe je bilo pa drugače, tebe so razdelali doma, mosto prisočen. Potem so te odpeljali na uredništvo Mladine, kot si to opisal v tej knjigi, pred let pozneje. In tam so najdli ta dva kopijo, enako kopijo, na tvoji pisarni mizi, kamor je pa ti nisi nikoli dal. Oziroma, tudi če bi imel, si jo verjetno takrat, ko je prišlo do moje redacije, to kopije marsikdo imel v Ljubljani in prva stvar, ki se vsi nadicil, da so to zažgale, pa odpravljali, pa bo nič. Ampak po 4 dneh po moje redaciji pa so takšno kopijo našli tvojimi. Si ti že da je gotovil, kako je te prišla. Dobro vprašanje. Ja, no, to je še danes v bistvu mogla reči uganka, ne? Ampak, mislim, se to bom povedal, ampak pa reči, da v bistvu v zvezi z mojo aretacijo je bilo kar nekaj komičnih momentov, ne? Pa ne toliko zave, ampak kot mogoče, ko gledaš neke distance, ne? Zdaj, mene se lovil na 2 koncih, ne? Najprej je bilo tako, ne? Da sem jaz v bistvu tega Isailoviča, ki se preiskovalca, skratka, Isailoviča, skratka, v bistvu, ki se kasneje pojavlja v neki zgodbi Skrižaniča, skratka, kot nek gospodarski svetovalec in tako naprej. Skratka, ista banda se vrti. Ampak, skratka, njega sem srečal v bistvu tako na tam Novi Karšek, sem stanoval na Kvedrovi ulici. Ampak jaz nisem nikoli bil prijavljen, ne, tako sem bil nekako polni legalca in tam. In srečam pač 2 tipa, ki gledate po kasnici, po poštnih predah. In ko sem gledal, kaj zdaj je ona dva pulika v mene, pa to ne. No, potem, ko me je aretiral, ne, ta isti, ne, je rekel, se ti mene spomniš, ne, kao, veš, koliko časa smo te iskali, ne, nekaj tako. Druga stvar. Ja, je pa tako, ne, da smo, ja, zdaj se lahko smijem, ne, ampak druga stvar, da so me iskali na 2 konci tisti dan, ne, 4. ne, oziroma bili so pripravljeni, ne, ker so zvedeli, da bi morali imeti neko tekmo v Petrovčah, ali mislim, da nekje na Štajerskem, spodnjem Štajerskem, Savinjski dolini. In so potem v bistvu tega
duhovnik Razinška, ki je organiziral to tekmo, klical na policijo en dan prej oziroma na udbo in ga zasliševali, kdo vse bo prisotno na tej tekmi. In tako naprej. Tako da so mi ena ekipa tega čakala na Štajerskem, druga mi je pa sledila, ali pač ne vem, čakala na mostu in ravno Isailović je bil ta, ki me je čakal tam na mostu. Ne. In je bilo tudi hecno, ko so mi sledili, jaz sem šel do svoje tete, ne, sem šel in ta hiša, ne, skratka je bila zadnja, taka, mislim, tle se je pot končala, ne, in nekaj, ti ljudje so prišli do nekih rož, ne, se je tam skrili, ker so gotovili, da ni več poti, ne, da je to konec. Ok, in potem so me pa počakali tam v tetini hiši, no, tako da sem bil tam aretiran. Kar se pa tiče tega dokumenta, je pa to tudi tak misterij, ne. Seveda smo mi pač na Mladini čistili, tako reč, jasno, jaz sem ta dokument tako je dal naprej, ne, tam sem ga zavrl in zavrl ga potem v bistvu nesel pač največjemu strokovnjaku za JLA, ne, skratka, no, in to je ta zgodba, ne, jaz sem seveda, mislim, ta dokument nisem niti teoretično imel, ne, skratka, na svoji viziji, ne, in potem smo pa še delali preventivno čistko, ne, skratka, v bistvu, ne vem, 2 dni pred tem, ne, ko so Janeza in Bošnja že aretirali, smo seveda vse počistili, kar je bilo na Mladini spornega, ker tudi nismo vedeli, kaj vse se lahko pač najde v tej preiskavi. Ne? In po tisti čistki je spet popolnoma nemogoče, da bi se to nekako najdel pri njej. No, ampak kakorkoli že drugi dan po aretaciji, ko sem že prespal v vojaškem zaporu, so me tako izjutraj pač odpeljali na Mladino in tle je tudi prišlo do nekih scen, ne? Tle so Demšarja, ki me zagovarjali, so ga pač odstranjevali fizično, ne, in to spet ti isti, ne, ki so mi prej omenil. To lahko zdaj Drago, ki je več povedal tem, kako je to izgledalo, ampak je skoraj prišlo do fizičnega obračuna. No, kakorkoli že našli so ta dokument, kar zvlekli so ga tako zmagoslavno, so ga zvlekli, ne, in pač jaz sem rekel, ok, to je to, ne. Tako se to dela, tako prav sem tudi nekaj romanov o tem, ne, kako to odgleda, se rekel v redu, ne, skratka, nisem. A ja, to pa res, ja. Zahteval sem pa, da takoj preverijo prstne odtise, ker enostavno mojih tam ni moglo biti. No, to je to, ne. Ne, nikoli niso preverjali, tudi, mislim, pač ti vojaški preiskovalci so rekli, da je to nemogoče na papirju, da to ne bi. Ja, zdaj sem to malo pozabil, da jaz vodim, tako da prosim, če ima kdo kakšno vprašanje, prosim. Povej, kaj je drago. Možete ravno tole, ko je. Se bo. No in pridom na Mladino, ki se je nareslejo in popol pripeljejo. Torej, Davida, Isailović je bil pa nekaj, še bil. Isailović. No in jaz seveda pač poskusim, da bi podpisal oblastilo, ne, in da bom pod našem pravico biti nosoč, da se lahko z njim govorim, imamo nekaj svet, da dajo, da se lahko s klientom zmenim. No, seveda o tem ni bilo govora, Isailović je rekel, ne, on je naša last, ne, mislim, da je tako rekel, naša last nima pravice, in potem sem jaz še tam nekaj ustrajal, sem rekel, da me bodo
kar, ne vem, ja, stranil, oziroma je celo tam neki stopil proti meni, pa tako, no, tako da bilo prav mučno, medtem ko vi ste potem prišli v ono drugo sobo, ne, tako da jaz drugi tam nismo mogli, ne, ti si šel, pa potem... To je moja pisarna. Tvoja pisarna, ja. No in tam se potem kar nekaj se zašliši, ne, evo ga, našli smo, zdaj, kdaj so ga oni prinesli tja, kdaj so ga tja postavili, ne, koliko časa so imeli en dan, pa en po tistem, ko si rekel, da so tam očistili vse. No in tako se je tam zgodilo gleda tako končalo. Janeza smo pa tudi, sva pa z Igorjem lovila, po Ljubljani, kam se da odpeljali, sva šla na Prešernovo, to na Povšetovo tudi, ne, če je tam, no pa ga ni bilo, nikjer nismo več vedeli o njem. In takrat so to pa že medno predali vojaškim, kako je bilo to Janez organom, na Metelkovo, da so to odpeljali. Tako je bilo. Skratka, ti so tako polovili, ne, da jih zavrl je pa se je bil vse čas v zunaj, to se lahko sploh sprašuje, zakaj bo. Potem nismo nikoli razpravljali, ali pa se spraševali, zakaj smo zavrla, pustili v zunaj. Res je, da on takrat potem pač te svoje psihične težave so se pojavile in samopožarnik pa Lokar, doktorja profesora, se pritrdil tem njegovim groznem razpoloženju in nesposobnosti karkoli in je tako ostal vsunej. Torej v psihiatrični bolnišnici je potem tam stanoval in je potem hodil na zaslišanja, ker preiskava, ko je tekla, tam marširata s enega spremom, z benzinskih tehnika, kaj je bil. No in tako gre potem zavrl pač na to zaslišanje, ko pride ven, seveda tudi potem pove, jaz sem še toliko že prej inštruiral, da seveda ne sme zdaj, ne vem kaj razlagati, da ne bo izdal spet kakšne procesne tajnosti, ker je bilo eno, da ne sme. No, ampak je potem vendar je prikrit način, kot da je sam pogrunil to, kaj ne, tako prodal, tisti pa ne more, da še reče, ti sam do nečesa prideš, če bo si tako zvedal, ti sklepaš, da je tako, ne, in tako, na ta način in teh bo zgodil tam eno veliko zanimanje, ne, to se so slike tudi, ko tam visijo na garaža ali sprot in ga poslušajo, jaz tam nekaj vzadi stojim in to. Skratka, Zavrl je imel tudi svoj nastop. Ko imaš mikrofon na roko, se spomniš v bistvu, ker zame se v bistvu ta afera je pa te začela eno leto prej, ne? V bistvu takrat, ko je Boštjan prvič prišel na redakcijo Mladine in me je poiskal kot notranji političnega urednika Mladine, in takrat mi je izročil to pismo, razložil je, da mu sledijo in da v bistvu, da nek način, da se boji za življenje. In v tem garantnem pismu je v bistvu opisal te njihove metode in konkretne ljudi, skratka, ki mu sledijo in tako naprej. Ne? To so bili obveščevalci KOS-a, seveda. In seveda sem se malo zdrznil, ko sem to dobil v roke, ne? In pač se spomniš, da sem potem naredil v bistvu kopijo in eno pustil tebi, če bi se meni kje zgorilo, ne? Ker nisem vedel, kaj bi se lahko iz tega izcimlo, in če bi ti isti obveščevalci pač šli po njegovih sledeh, bi prišli do mene in sem zaradi tega v bistvu tebi prepustil, da če bi se pa meni kje zgodilo, da bi ti lahko potem mogoče to objavil ali pa se spomniš tega, to je bilo eno leto prej. Ja, in jaz sem to pač v tem spravil in pozneje, seveda čuval v enem spisu, pač metodimi spisi v pisarni, no in potem enkrat si pa rekel, če še imam, če se prav spomnim, sem ti vrnil tisto. Ne, mislim, da ne, ampak v bistvu glavno, jaz sem se več čas bral, da ne bi to najdel, ker to bi bil pa res direktni obremenilni dokaz, da se prav v stiku, ker v bistvu na začetku, ko so me aretirali, potem, ko so izvedli te hišne preiskave,
Seveda v bistvu nek način ni bilo mojega pač priznanja oziroma krivde, to sem v bistvu priznal šele kasneje, ko je pač Bošnjar povedal, zato da se poznal. In zaradi tega sem se strašno bal, da bi se ta dokument v bistvu najbolj primenil. No in pri meni se tudi ni našel. Ni smešno. Sam to bi rekel. Ta tvoj strah, da bi najdel ta dokument, ki bi čist brezpredmeten potem, ko so ti našli obremenili dokument na mizi in ko je grafologinja strokovno ugotovila, da to, kar je zelo napisal, da si ti. Ja, vedno. Hoče povedati, da je stvar inscenirana od začetka do konca. Seveda, samo nisem vedel v bistvu, kje so razsežnosti tega, ker Bošnjar imel svojo zgodbo in je tudi po lastnem priznanju nosil tudi druge dokumente. Zdaj, seveda, da bi rekel zelo narodno bilo, da bi se zdaj vpletlo v celo zgodbo, da bi rekel njegovega. Ampak hočem reči, da grafologinja je pa opravila svoje nečedno delo takrat, ko se jim je začelo muditi, to je bilo kasneje. V bistvu, ampak kakorkoli že jasno je bilo, da... Ja, moraš povedati, da je bila grafologinja iz sekretarijata za notranje. Ja, grafologinja je bila iz sekretarijata, oni ni bila vojaška. Tako da so bili lepo dogovorjeni. Tukaj imam še eno obvestilo, da bi moj prijatelj Tone Kuntner nekaj povedal, nekaj stavkov. Jaz bom povedal nekaj stavkov, nekaj svojih, ker Ivana Bošnjarja ni tukaj. Bom jaz njegove stavke prebral, nekaj stavkov, ki je povedal 27. julija 1988, ko so fantje prišli iz vojaškega sodišča, mnogi ste bili takrat tam in Ivan Bošnjar je takrat spregovoril, spomnim se, da so moj tisti listek potresel in da je začel s Cankarjevimi besedami. Jaz, bratje, pa vem zadovoljno. Jaz teh stavkov Cankarjevih iz leta 1909 ne bom povedal, to je literatura, čeprav je vsa vsebina slovenske pomladi noter. Napisal je leta 1909. Vsa vsebina. In začne, jaz, bratje, pa vem zadovoljno in mi si ga slutimo, kar so nam siloma vzeli, za kar so nam so goljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačeno s tisočerimi obrestmi in tako naprej do konca. Ampak, s tistimi besedami je začel Ivan Bošnjar, prav, da slišite njegove besede. Tele njegove besede imam v svoji knjigi Slovenska pomlad, ki sem je posredil 25. obletnici in jo včasih pripovedujem, ko predstavljam to knjigo. Ampak ne znam tako zelo na pamet, da bi to lahko prebral. Poleg tega je ta moj oblikovalec tako oblikoval, tako malo in v tak lep, ilegalni kot, da moraš imeti očala za zgodovinski spomin. Zato bom pa prebral ta isti fotokopirani govor iz te knjige 25 let pozneje, ampak samo nekaj stavkov. Tako, da bo Ivan Bošnjar tukaj danes prisoten. Pred par dnevi v petek je bil prisoten na neki gimnaziji v Velenju. Jaz sem ga prosil, da gre z mano, pa rekel, da ne bo nič rekel. Seveda nad nami je veselo to, da na gimnazijo hodijo neki pomladniki in jim odpovedujejo obiske in predavanje. Jaz sem pa njega zelo prpel, to moram povedati. In so se vsi tako delali, da so veseli, da sem njega prepel zelo. Tako, kako se danes mnogi delajo, da so delali državo. In so jo pa res delali. Med njimi je bil tudi Ivan Bošnjar. Torej,
Jaz, bratje, pa vem za domovino, je rekel takrat, je začel. Spet ste mi pokazali zvezdno pot do nje. Vaši žarki razumevanja so senčili srepoto pogledov in odtrip vaših src je ukrižal glas črnih skovirjev, ki so prileteli iz sotočja Donave in Save. Hvala vsem, ki ste bili z mano. Hvala za podobo moje domovine, ki ste jo zarisali v duše in srca mojih otrok. Bili ste z menoj, kako sem bil jaz s vami. Samo vam priznavam pravico, da sodite o svobodnem šelestenju lipe, o času in prostoru raztezavanja njenih vej in smeri rasti njenih vrhov. Sam pa bom najsrečnejši človek, če me priznate za droben list na tem našem drevesu. S hvaležnostjo in spoštovanjem, Ivan